Za reševalne pse so primerni predvsem neke srednje pasme. Uporabljajo se labradorci, zlati prinašalci, potem nekaj je ptičarjev, malinoji, belgijski ovčarji. Pes mora biti predvsem tak, da ni prevelik, to se pravi zaradi same ruševine ne sme biti prevelik, in pa da ni premajhen, ker pa ne more premagovati takih ovir, ki so pač na poti v ruševini. Značajsko mora biti pes predvsem temperamenten, mora biti vodljiv, hkrati pa dovolj samostojen, da pregleda nek objekt, nek del recimo gozda. Predvsem pa morajo imeti radi nagrado. Koliko časa pa lahko neprekinjeno išče, da ne izgubi fokusa? To je majčkeno odvisno od samega osebka, to se pravi od samega psa, koliko ima motivacije oziroma koliko si želi priti do nekega cilja. Cilj je pa spet igra. Recimo, da pes lahko išče nepretrgoma 20 minut. Ampak se pravi, to zelo zavisi od vsega psa posebej. Vodniki toliko poznamo pse, da vemo točno, kdaj se pes utrudi oziroma kdaj mu pade fokus, in se trudimo, da majčkeno, vsaj na treningih, pazimo, da je ta motivacija toliko močna oziroma da pes si toliko želi priti do markerja oziroma do ponesrečenca, da mu motivacija konec koncev niti ne pade. Sami pa vemo, kdaj pa kako predvsem prekiniti nek trening. Ko dobimo poziv, čim hitreje pripravimo psa in pa gremo na dogovorjeno mesto. Od tam naprej pa potem se pa enota razporedi pač čisto po potrebi. Stvari imamo že naštimane, imamo pripravljene. Ponavadi imamo vsi v nahrbtnikih, kar v avtih, tako da gremo domov samo hitro po psa oziroma ga kakšen družinski član tudi kam pripelje. Kaj pa sodi v opremo, ki jo imate? Predvsem svetilka, prva pomoč, potem oblačila v primeru, da se akcija zavleče v noč, oziroma sezonska oblačila. In nagobčnik, to potrebujemo predvsem v primeru, da letimo s helikopterjem, in pa voda pa hrana pač vsaj za 2 dni in zame in za psa. Trening reševalnega psa je najbolj, če se začne v prvih mesecih njegovega življenja. To se pravi, mi tukaj začnemo tam pri 3 mesecih. Takrat je mladič zelo zvedav in ga naučimo na razne podlage. Predstavimo mu tudi razne situacije in pa ga začnemo učiti poslušnosti, to se pravi neke uporabne poslušnosti. Pes rata stabilen, reševalni pes potrebujemo najmanj 2 leti. V našem klubu imamo treninge 3-krat tedensko, 2-krat delamo iskanje, to se pravi 1-krat delamo v gozdu, 1-krat delamo na ruševini in 1-krat delamo samo poslušnost, ki je pa prav tako zelo pomembna za reševalnega psa. Vodnika terja precej časa. To potem rata način življenja, pač ne sme ti biti to težko oziroma v neko breme. Sigurno vse pa pač je na bazi prostovoljstva. Tudi vodnik reševalnega psa se mora šolati, to se pravi, mora dobro poznati same nevarnosti v ruševini, mora se znati gibati po območjih gozda, mora poznati vrvno tehniko, mora poznati telekomunikacije, to se pravi ravnanje oziroma rokovanje z postajami, in pa samo orientacijo na terenu. Potrebuje pa tudi pač neko znanje, vsaj osnovno znanje veterinarske prve pomoči, če se pač psu kaj zgodi.
Za reševalne pse so primerni predvsem neke srednje pasme, uporabljajo se labradorci, zlati prinašalci, potem ptičarji, nekaj je ptičarjev, malinoji, belgijski ovčarji. Pes mora biti predvsem tak, da ni prevelik, to se pravi zaradi same ruševine ne sme biti prevelik, in pa da ni premajhen, ker pa ne more premagovati takih ovir, ki so pač na poti v ruševini. Značajsko mora biti pes predvsem temperamenten, mora biti vodljiv, hkrati pa dovolj samostojen, da pregleda nek objekt, nek del recimo gozda. Predvsem pa morajo imeti radi nagrado. Koliko časa pa lahko neprekinjeno išče, da ne izgubi fokusa? To je majčkeno odvisno od samega osebka, to se pravi od samega psa, koliko ima motivacije oziroma koliko si želi priti do nekega cilja. Cilj je pa spet igra. Recimo, da pes lahko išče nepretrgoma 20 minut. Ampak se pravi, to zelo zavisi od vsega psa posebej. Vodniki toliko poznamo pse, da vemo točno, kdaj se pes utrudi oziroma kdaj mu pade fokus, in se trudimo, da majčkeno, vsaj na treningih, pazimo, da je ta motivacija toliko močna oziroma da pes si toliko želi priti do markerja oziroma do ponesrečenca, da mu motivacija konec koncev niti ne pade. Sami pa vemo, kdaj pa kako predvsem prekiniti nek trening. Ko dobimo poziv, čim hitreje pripravimo psa in pa gremo na dogovorjeno mesto. Od tam naprej pa potem se pa enota razporedi pač čisto po potrebi. Stvari imamo že naštimane, imamo pripravljene, ponavadi imamo vsi v nahrbtnikih, kar v avtih, tako da gremo domov samo hitro po psa oziroma ga kakšen družinski član tudi kam pripelje. Kaj pa sodi v opremo, ki jo imate? Predvsem svetilka, prva pomoč, potem oblačila v primeru, da se akcija zavleče v noč, oziroma sezonska oblačila. In nagobčnik, to potrebujemo predvsem v primeru, da letimo s helikopterjem, in pa voda, pa hrana, pač vsaj za 2 dni in zame in za psa. Trening reševalnega psa je najbolj, če se začne v prvih mesecih njegovega življenja. To se pravi, mi tukaj začnemo tam pri 3 mesecih. Takrat je mladič zelo zvedav in ga naučimo na razne podlage. Predstavimo mu tudi razne situacije in pa ga začnemo učiti poslušnosti, to se pravi neke uporabne poslušnosti. Pes rata stabilen, reševalni pes potrebujemo najmanj 2 leti. V našem klubu imamo treninge 3-krat tedensko, 2-krat delamo iskanje, to se pravi 1-krat delamo v gozdu, 1-krat delamo na ruševini in 1-krat delamo samo poslušnost, ki je pa prav tako zelo, zelo pomembna za reševalnega psa. Vodnika terja precej časa. To potem rata način življenja, pač ne sme ti biti to težko oziroma v neko breme. Sigurno vse pa pač je na bazi prostovoljstva. Tudi vodnik reševalnega psa se mora šolati, to se pravi, mora dobro poznati same nevarnosti v ruševini, mora se znati gibati po območjih gozda, mora poznati vrvno tehniko, mora poznati telekomunikacije, to se pravi ravnanje oziroma rokovanje z postajami, in pa samo orientacijo na terenu. Potrebuje pa tudi pač neko znanje, vsaj osnovno znanje veterinarske prve pomoči, če se pač psu kaj zgodi.
Uf.